Z velikim veseljem prvič v novi sezoni po poletnih počitnicah v totem studiu pozdravljamo našega župana, gospod Arsenovič, dobro jutro. Dobro jutro, v to jesensko jutro. Ja, res je, dež je, ampak pa začnimo samo, ker me zanima, kako je bilo poletje za našega župana. Poletje je bilo odlično, tudi ta Wimbledon side turnir sem igral. Ja, to smisel vprašati. Kar je pomagalo k temu, da Kako je šlo? Zelo dobro. Prvo tekmo zmagal single in double, drugo tekmo smo pa zgubili Danske, ker sem oboje zgubil, ampak izkušnja je bila odlična. O, super. Pa malo boljše zaigram kot prej. No evo, tako da, in pa fajn je, ne, da je ogromno novih moči in mi smo dobili v preteklih dneh ogromno vprašanj naših poslušalk in poslušalcev, pa najbolje, da se jih kar lotimo. Primož piše, da je prebral, da Pobrežje dobi nov nogometni stadion oziroma novo igrišče, kar pozdravlja in sprašuje, kaj pa M-Bike, ali smo tu pozabili na Pobrežje? Ne, niti slučajno nismo pozabili, zelo me veseli ta odločitev in hvala vladi in ministrstvu za gospodarstvo, šport in turizem za teh 500 000. Upam, da bomo čim prej naredili to, kar si res prizadevni na NK Pobrežje zaslužijo in vsi prebivalci tam. Pobrežje ima 13 000 ljudi približno, od tega jih je na Griniču približno 3000 in res hvala in OTP banki in Eurospinu in javnemu holdingu, ki so poskrbeli za 3 nove postaje. Upam, da bomo do 1. novembra jih že postavili. Resno? Ja, Božiček je to, kar piše malo prej. Je super. Gre za nadaljevanje te M-Bike postaje, ki pri dvoetažnem mostu in pride na križišče, tako da bo dostop do doma Danice Vogrinec, za osnovne šole Tone Čufar, DTV Partizan in galeje nove stanovanjske soseske na Pobrežju. Druga postaja gre k pokopališču in bo s tem omogočala dostop do fitnesa, do pokopališča, do Draga Kobala, do borcev in pravzaprav tudi do župnije, Sene Kure. In potem gremo noter med bloke za tretjo postajo, ki pa bo v bistvu se navezovala na to prvo omenjeno pri dvoetažnem, da naredimo za eno pentlo in smo prišli do veliko pomembnih ustanov, ki bodo dostopne sedaj z M-Bikeom in tudi prišli k 3000 stanovanjem, tako da bodo tisti lahko uporabljeni. In res bi me zelo veselilo, če bi ti M-Biki se vozili po novo urejeni promenadi ob Dravi, ne pa po cestah. Ja, morali bo dobiti kar velike postaje, glede na to, da je Pobrežje največja mestna četrt, ne, zagotovo. Ja, me zelo veseli in se že vsi prizadevajo tako na uradu kot na Europlakatu in hvala še enkrat OTP-u, Eurospinu. Da so se odločili, ne, in pristopili. Ok, Jerneja zanima, kaj se dogaja z razpisom za koncesijo za ambulanto v Malečniku. Torej, tista ambulanta ne bo v Malečniku, to smo ugotovili, ker smo bili neuspešni, ker to ni bilo dovolj zanimivo za zdravnike. 2 smo letos že novi podelili, tako Alenki Antolinc-Košat, ki je na Pohorski 21 in Vesni Vasič, ki je na Kardeljevi 84. Pri tej tretji pa se je malo zakompliciralo. Imamo pritožbe, tako da bo sedaj pritožba obravnavana na drugi stopni, ampak pomeni, da je zanimanje večje, kot je na voljo koncesij, kar me veseli, ker v enih mestih niso zasedene vse koncesije. Ok, skratka, da se bo to tudi porihtalo. Okay. Podobno je tudi na zobozdravstvu, 2 ekipi bosta še dobili koncesijo, ampak tam je postopek tudi v teku. Ok, ja, seveda to ne gre tako z danes na jutri, zagotovo ne. Maja piše, da je bilo preko pobude participativni proračun sprejet projekt Drevored Melje, vrednosti 10 000 evrov, krajani pa so opazili morda okrog 10 dreves po Melski cesti ter pri Livarni in Oreškem Nabrežju. Kdaj bi lahko pričakovali, da se bo to obljubljeno tudi zares zgodilo? Torej, pri prenovi Lenta smo imeli velik izziv z resnimi odraslimi javori, ki smo jih uspešno presadili na to območje in posadili 18 mladih dreves. In v Melju več ni proste zelenice, ki bi bila v lasti mestne občine Maribor. Verjamem pa, da bomo z eno novo skupno akcijo, ki jaz delovno pravim Zeleni škrat, poskrbeli za to, da bomo tudi bolje osveščali, pravzaprav najprej izkoristi priložnosti, ki jih ima mesto in na področju vrtcev, šol, drevoredov, lastniških zemljišč, ureditev vpadnic z drevesi in tako naprej in potem, da bomo istočasno znali nagovoriti tudi
zasebnike, da bo še bolj poskrbeti za to, da bo Maribor v vročinskih valih bolj odporen. Ja, ker vemo, drevesa postajajo, vse skozi so pomembna, ampak zdaj pa res postajajo vse pomembne, še zeleni škrat, upam, da ne bolj fenk, ne? Ne, ta zeleni škrat bo kar dobra oseba, mislim, da jih je vse motiviralo, ki se s tem ukvarjajo. No, super. Ker če te gledaš škrat, ni kar tak. Ja, ne, ni. In če ima kontrolo. Boštjan sprašuje, gospod župan, ali so v prihodnosti kakšni načrti za ureditev kolesarskega prometa na Turnerjevi od Gosposvetske do Mladinske. Na tem odseku pravijo, za kolesarje zelo nevarno, saj je cesta relativno ozka za dvosmerni promet, ta pa je najbolj zgoščen ob jutrih, pa tudi asfalt je dotrajen razen križišča z Medvedovo. Torej, kakšni so načrti? Se pravi, ta nova M-Bike postaja pri Mitnici je seveda dala tudi zagon spremembam na cestiščih. Ena poteza gre od Gosposvetske preko Vrbanske do Mladinske, kjer bo na cestišče vrisana kolesarska steza. S tem bo tudi promet tam umirjen, ker je cesta itak preširoka in se tam prehitro vozi. Drugo je, da bomo šli poštevali to željo in šli po Turnerjevi, prav tako moramo vrisati kolesarsko stezo. Potem je še tretji ukrep, ki je tam na meji med Vilami in Mitnico, ki bo povezal pravzaprav Mitnico z kampusom za novo kolesarsko stezo, da bodo študentje lažje prišli v zeleni del mesta. In problem še imamo na Mladinski, to okrog tenisa, nogometa, tukaj se prekine kolesarska steza, da bomo morali tudi tukaj poskrbeti, da bo ta krog sklenjen, da boš prišel do južne strani Ljudskega vrta. Se pravi, bo en del zdaj, en del spomladi. Ampak v vsakem primeru je v načrtih, da se uredi. Bo pa seveda to vplivalo na morda ne voljo spet tistih, ki se vozijo, kadar dežuje po suhem v avtih, pa kadar je vroče po hladnem v avtih. In prosim za spoštovanje kolesarjev na cestah, za zmanjšanje hitrosti, tako se na 100 metrih ne moremo oditi, da bi ogrožili druge. In istočasno pozivam ravno tudi na Turnerjevi, moje drage someščane, da tisti, ki imajo veselje, da imajo hiše in tudi možnost parkiranja svojih vozil na svojih zemljiščih, v garažah, da tega ne počno pred uvozi v svoje hiše, ker s tem pravzaprav zmanjšuje vidljivost, slabše zgleda ulica, pešci imajo manj prostora, za kolesarje bolj nevarno, torej kar pogumno z avtki tudi varno domov. Tudi pri človek ne jezi se, ko ga daš hišo. V štalico. Torej, Jaka sprašuje, o prenovi ljubljanskega podvoza so bile iz Magdalenskega parka odstranjene urbane fitness naprave Zlate olimpike Urške Žolnir. Rečeno je bilo, da bodo po prenovi nameščene nazaj, vendar se še to ni zgodilo. Kdaj naj bi te naprave prišle nazaj? Skušamo nekako enakomerno obravnavati vse mestne četrti krajevne skupnosti, kolikor se le da, in glede na to, kaj vse je tukaj ta del mesta dobil za prenovo Ljubljanske, novo košarkarsko igrišče, nova igrala, urejen park, smo tista igrala prenesli na Tezno, kjer je bilo seveda skoraj nič. Gremo pa v smer, če smo v prejšnjem mandatu naredili 26 novih igrišč, to bi šele začetek razvoja teh javnih površin, in sedaj so 3 podprojekti, ki bodo ta otroška igrišča izboljšala v smeri večgeneracijskih igrišč, tako da bodo naprave tako za starejše kot za gibalno ovirane, in tudi tam je velik izziv, kako mnoga od teh področij dobro ozeleniti, zasaditi drevesa in dodati še kakšno klopco. Se pravi, za otroke, bom rekel, je bilo skoraj poskrbljeno, nikoli ni seveda dovolj, ampak zdaj gremo še na druge generacije na teh istih območjih. No, super. Kar pomeni, da bo posledično tudi v Magdaleno preslej prišla spet fitness in naprave za gibalno ovirane. Torej prva ura za mesto nove sezone, naš župan je v tem studiu, nadaljujemo takoj potem.
20 minut je uro za mesto, poslušate prvo v novi sezoni. V našem totem studiu je seveda naš župan, gospod Arsenovič. Gospod župan, še enkrat dober dan, dobro jutro. Dobro jutro. Tako. In gremo dalje po vprašanjih, ki ste jih poslali poslušalke in poslušalci. Anja sprašuje, zakaj si učenci za 9 let odličnega uspeha ne zaslužijo recimo zlate petke ali pa vse karte za kopanje ali kako manjšo pozornost, dobili so samo priznanje. Ali lahko najdemo sredstva, ki bi omogočala nakup kakšne manjše pozornosti za te otroke, ki bi bili veseli nagrade? Sem tudi sam razmišljal, se po eni strani strinjam. Pravzaprav gre za veliko stvar, za sprejem pri županu, ne glede na to, kdo je, ki pravzaprav s tem pokaže, da mu je mar, da se zaveda ambicioznosti določenih naših dragih in osnovnošolcev in srednješolcev, ki dosegajo najvišje rezultate, ki so najbolj ambiciozni in pred katerimi stojim in se sprašujem, ali bomo uspeli mesto narediti tako dobro, da se bodo po dokončanem študiju vrnili domov. Torej gre za bolj na simboliko, ne pa za na vrednost, ker potem bi se pa vprašali spet, kakšna pa je ta vrednost. Vendar pa obljubljal sem že tudi interno, da ko bomo končno imeli to kartico M-Connect, torej podobno kot jo ima Urbana in ki bo povezovala ne samo javnega potniškega prometa, ampak tudi javne zavode v kulturi, knjižnice in tudi športno infrastrukturo, da bomo takrat lahko za izjemne dosežke dali neke dobropise za uporabo, recimo brezplačno nekih stvari. V tako smer gremo, da bomo dali tisto, kar smo že zgradili, najboljšim v brezplačno uporabo. No, odlično. V vsakem primeru je to potem nadgradnja nekih takih priznanj in definitivno veliko bolj uporabno kot karte za kopanje. Zdaj pa je čas, da nekako nagovorimo slona v sobi, in sicer ogromno vprašanje bilo, kot si verjetno mislite, povezanih z tem našim starim mostom. Zdaj, seveda od tega, zakaj, kako dolgo, kaj bomo naredili, ali še bo odprt in tako dalje, vse to zdaj nekako zaokroživa v informacije o tem. Ja, na nek način moramo ljudi ohranjati v formi, ne, da razmišljajo o svojem mestu, kaj prav, kaj ni. Ne. Tudi sami sistem delamo seveda precej dela, ampak vsekakor smo se odločili, da gremo v smer mesta, ki ne bo dalo prednost javnemu potniškemu prometu, pešcem in kolesarjem pred motoriziranim prometom. Je pa seveda dilema, kdaj in kako in kje. Se pravi, modeli so kazali, da pravzaprav večina poti konča ali se začne na Titovem mostu, torej na nek način ni razloga, da bi uporabljali stari most, kjer smo imeli preozek pas za pešce in kolesarje na pločniku, kjer se nobeni dobro počutil, ne kolesar, ker se je bal, da bo skočil pešec, ne pešec, ki se je bal kolesarja. Tako da ta del je prav gotovo bo sigurno ostal, da bodo kolesarji na starem mostu. Kaj bodo dokončno pokazali številke analize, kaj se bo zgodilo sedaj, ko so v mestu in še prihaja 15,000 študentov na različne načine, ali peš ali s kolesom ali z avtom, videli, kakšne bodo tendence na starem mostu in se odločili, upam, da tam nekaj okrog 10. 15. oktobra, kaj za starim mostom. Se pravi, imamo popolnoma deljena mnenja od tudi direktno na mene, da je to bila najboljša odločitev v mandatu tem in prejšnjem, do tega, da tisti, ki so najbolj podpirali zaprtje za promet Lenta in Koroške, sedaj se sprašujejo, če ne gremo mogoče prehitro in predaleč. Aha, ok, da ni to preveč smela poteza, bomo rekli, ne? Ok, torej vprašanje bomo seveda videli pravočasno, pa boste seveda o tem obvestili vse, kot smo slišali. Štejemo, opazujemo, poslušamo. Ja, okoli 10. 15. oktobra naj bi Vem, da katerakoli odločitev bo, ne bo 100%, se pravi, nekdo bo slabe volje. Ja, to je dejstvo. Ampak na koncu potem, poglejmo, bilo je kar nekaj takih primerov, ampak potem na koncu vidimo, da pa, ko se navadiš, je seveda vse skupaj zelo logično, po drugi strani pa mesto s tem pridobiva na atraktivnosti in tu smo imeli že nešteto primerov ravno na to temo. Mogoče še to vprašanje pred še enim premorom. Nik sprašuje, kdaj je v načrtu obnova Sokolske ulice? Torej, te posamična vprašanja, ki se tiče marsikatere ulice, si želimo rešiti z tem masterplanom, da to ne je bilo več samo od spodaj na vzgor, pa kdo večkrat pokliče nekoga na uradu ali pozna podžupana ali župana, ne vem, neke te kombinatorike.
smo rekli, da bomo razen tam, kjer delamo obnove zaradi vzpostavitve vroče vode ali zaradi črpanja evropskih sredstev, ki nam pravzaprav so namenjene za to, da umikamo parkirišča pod zemljo ali kam drugam, da pa, kar se pa cestišč tiče, kar je tudi analiza pokazala, torej anketa, ki smo bili včeraj spet deležni na mestnem svetu, pa je odgovor na to master plan in potem, to smo že naredili domačo nalogo z vsemi krajevnimi skupnostmi in mestnimi četrtmi, vse želje na en papir in potem pogledati skladno z možnostmi, da se to približno enakomerno po letih investicija porazdeli. Ja, ker je seveda ulic in ceste res veliko. 3 minute pred 8:30, župan je naš gost v Totem studiu v Uri za mesto. Nadaljujemo takoj potem. Za mesto, gospod župan, gospod Arsenovič je v našem Totem studiu in nič, greva dalje. Zaenkrat je v redu, nič nismo švicala, vse štima. Ja, zunaj prši, zunaj ohladi, vreme ne ohladi. Mojca je pisala in pravi, kaj se dogaja z bronastim kipom Fitoliti v mestnem parku. Rečeno je bilo, da naj bi izdelali repliko in kip kmalu tam tudi postavili. Kako daleč je zdaj torej ta ideja oziroma ta izvedba? Zelo daleč. Junija smo potrdili izdelavo replike, s katero se je strinjala dedinja avtorskih pravic gospa Mojca Štuhec. In upam, da bo kmalu stala ponovno v mestnem parku. No, odlično. Tako da je že žalostna zgodba, zakaj sploh ni, ne? Ampak pač je priložnost za debato kdaj drugič. Ok, Rade je pisal in pravi, da imajo že približno 15 let v ulici za Peklom v Brezju težave, še vedno ni tam kanalizacije in da je tudi dotrajan vodovod, da morajo občani včasih tudi sami menjavati te cevi, ki so povsem dotrajane. Izgradnja fekalne kanalizacije in zamenjava vodovodnega cevovoda v ulici za Peklom bi se lahko začela izvajati še v letošnjem letu. Postopek izbire izvajalca gradnje je v zaključni fazi, upam, da bomo pri tem uspešni, potem se gradnja začne in je rok približno 1 leto. Ok, tako da... Ta del rešen. Tako da Rade, vse to, kar je tako dolgo trajalo, bo, kot kaže, v naslednjem letu rešeno. Ok, zdaj je to še eno vprašanje Valerije, pa glede na to, da je zdaj nekaj časa vmes, ko smo nazadnje o mostu govorila, minilo zdaj par minut, pa morda Valerije ni bilo zraven, samo Valerijo zanima, ali je to zaprtje do 20. oktobra res še en korak bliže k popolnemu zaprtju ali potopnemu valju. In če se ponovimo, rekli smo, da še nič ni odločeno. Ne? Nič ni odločeno, počakali bomo, kakšen bo vpliv še študentov, ki jih je 15 000 v mestu, tako da bomo šteli in promet na mostu in vplive na drugih ulicah in se potem odločali. Odločitev bo sva težka, prav gotovo bodo eni veseli, eni žalostni. Tudi sam se še nisem odločil, na enih stvarih sem v sebi bolj čutil, da je prav, da promet zapremo kot na Lentu ali pa na glavnem trgu. Tukaj je situacija malo bolj vprašljiva, kaj v resnici, ko nekaj vzameš, kaj na drugi strani dobiš. Tako. Roka zanima, ali je v načrtu ograja okrog igrišča Iva Daneva. Igrišče je seveda super in tudi izjemno popularno, manjka pa zaščitna ograja, pravi, ki bi preprečila pobeg žoge na bližnjo cesto, ker to je nevarno tako za voznike kot za dejansko sploh otroke. Ne znam, če ta Rok igra košarko, jaz jo, ne, pa tam se že moraš zelo potruditi, pa biti zelo jezen, da spraviš žogo na igrišče. Lahko to tudi, če za ograjo narešiš, ne, tam ograje ne bo, ker ni potrebe. Smo pa seveda zasadili veliko grmovnic in dreves, ki čakamo, da se še malo razraste, da bo žog na igrišču manj. Je pa fajn, če igraš košarko na košarkarskem igrišču, ne pa da jo brcaš na cesto, recimo. Ja, ok. Ni problema. V kaki jezi pa morda je komu kaj šlo. Ja, ampak zaradi jeze nekoga ne bomo delali ograje, ne, ker je tam za res čudovito odprto urbano igrišče. In gremo z to idejo umikanja ograj, kjer je to le mogoče, ker tudi pri odbojkarskem igrišču sedaj vlada Skrbinjaka na Vilharjevi, pa še kje, je pa postavljena tam, kjer je pa res promet gost in hiter, nova ograja pri športnem parku Tabor, naprimer, tam pa, kjer se pa igra nogomet in so hitrosti žoge večje, tam pa
smo za to poskrbeli. Ja, je pa tudi res zanimiv psihološki moment pri tem, ne? Ko ni ograje pri okoli igrišča, avtomatsko deluje bolj dostopno in ne tako ekskluzivno. Ne? In to je seveda bil tudi namen, ki se jasno kaže tudi na igrišču Ivada. Ne? Ja, ne samo zaradi tega. Tukaj to je zelo bilo dobro vprašanje, se pravi, zakaj je to igrišče tako dobro sprejeto, nekatera, ki smo jih zgradili, pa ne tako. In tu se še enkrat več dokazuje, da človek bitje, ki z vsemi in čutili in zaznavami sprejema svet okoli sebe. In tukaj imamo tako za zelenitve, majhne točke za druženje, pitnike za vodo, torej to je res arhitekturno lepo igrišče, poleg tega, da smo na top lokaciji. Tako da moramo paziti recimo igrišče 3x3, kjer so bile podobne želje v Pekrah, ni takšne zasedenosti, da tam bomo še dodali to košarkarsko igrišče za mlajše, za nižjimi koši, zasadili drevesa in dodali klopi v želji, da bi tudi tisto postalo srečališče. Ljudi se ne gre samo za šport, gre za to, da se družimo. Ja, se šport je jasno, da družabna dejavnost. Ok, Nal sprašuje za ceste in parkirišča na trgu Generala Maistra. Tam je seveda fejst luknasto in lahko pride tudi do poškodb, ne nazadnje, in so pa plačljivi ta parkirišča, ne? Ja, seveda so plačljiva, frekvence, drugače bi nekdo tam avto pustil, zavedno pa stanovalci ne mogli niti po noči avto puščati tam, kjer živijo. Se pravi, uredili smo zelo dobro Gregorčičev med Tirševo in rečemo gradom. Zdaj gremo naprej v tej potezi do Puterbloka ali do Maistrovih dvorov, ali mimo Vinaga, nekoč zadnjega vhoda. In to tako, da tukaj ne bo robnika, sledimo viziji brez robnike od Drave do parka. Ja, ker ta Gregorčičeva je res fantastično funkcionirati. Ja, in ta poteza gre tu naprej. To upam, da bomo uspešni pri prijavi na evropski projekt iz fondov CTN, trajnostna urbana strategija. Ko bomo delali to, bomo poskrbeli za komunalno infrastrukturo, tisto, kar se ne vidi, in uredili poti, klopi v parku Generala Maistra in seveda zasadili dodatna drevesa. In jaz upam, da bo potem nam uspelo najti tudi investitorje za izgradnjo stanovanj v tej tako imenovani plombi ali začasnem parkirišču ob občini, ki kar kliče po odličnih stanovanjih, ki bodo med dvema urejenima parkoma, torej mestnim parkom in trgom Generala Maistra, kjer se potem, ko bo to zaključeno, tudi obeta deljen prometni prostor, torej brez robnika med občino in parkom, in spodaj promet bo seveda omogočen, vendar z zmanjšano hitrostjo in tako, da bodo kolesarji lahko na cesti. Tega se zelo veselim, to bi moralo biti končano do leta 2026. Okay. Tudi zaradi lažjega pridobivanja investitorjev in potem seveda posledično življenja mnogih družin v tem čudovitem delu mesta. Ja, res je, in počasi to dobiva eno tako smiselno podobo, ker še enkrat to je treba povedati, ne? Fajn je, ko pač stopiš korak nazaj in pogledaš iz druge perspektive ali pa prisluhneš recimo ljudem, ki dlje časa recimo niso bili v našem mestu ali pridejo prvič in kakšna je njihova vizija, percepcija tega, kaj oni vidijo, kako oni to doživljajo, in bolj kot ne so navdušeni. Moj osebni primer je, gostili smo pač enega otroka iz Portugalske, iz Porta, in smo šli dol po Lentu in je bil navdušen, in pol smo prišli prek tukaj na glavni trg in je rekel, ok, zdaj pa tak, neverjetno, koliko imate vi teh pescon, kako se jaz tu dobro počutim, ker pri nas imamo te oske pločnike pa butle na cestah, ne? No, hočem povedati, ne zdaj, da Portugalci slabo vozijo, ampak da pač enostavno je treba tudi tako malo razmišljati in spremljati, ne? Ja, tam imajo tudi še Portugalska z Brazilijo povezane, tam še več Brazilcev, ne? Ja, je. Gužva, v vseh pogledih. Ok, ko smo že pri parkiriščih, pravijo tudi, da pri filozofski fakulteti so tudi relativno neurejena, pa so plačljiva, sploh na strani, kjer je Lidl, naj bi jih namreč zaraščalo grmovje, otočni arki so pregloboki in tako dalje. Parkirišča so se deloma že uredila, omogočili smo plačevanje preko EasyPark aplikacije, jaz tam ne vidim nobenega problema, pravzaprav smo s tem omogočili večjim ljudem parkiranje,
Kar se pa tiče drugih elementov, grmovje je že urejeno, otočni jarki pa so se zaradi zagotavljanja ustreznih elementov odvodnjavanja ustrezno izvedeni in ni predvideno, da bi se kakorkoli spreminjali. Okay. Torej, imamo vprašanje tudi Matije, ki pravi, da imajo dijaki, ki obiskujejo Škofijsko gimnazijo, Serš ali recimo biotehniško šolo in živijo iz smeri Peker, veliko težavo z mestnim prometom. Najhitrejša pravi, da je linija 18, ki vozi zelo dolgo. Problem pa je, da kroži okoli celotnega mesta in tako podaljša pot. Ali obstaja načrt, da se tudi tam morda spremeni kaj glede avtobusnih linij? Torej, zelo dolgo se avtobusne linije korenito niso spremenili. 3.1.2025 gremo v korenito spremembo na podlagi analiz sodelovanja z univerzo in seveda tudi na podlagi pobud in pripomb občanov, ki jih je bilo kar 678 in 78% od teh smo jih upoštevali. Upam, da je bila ena izmed teh tudi ta. Dostop do srednjih šol v centru mesta direktno preko Koroškega mosta bo mogočen s podaljšano linijo 19, ki bo imela postanek pri Pekerskih gorcih, torej Kamenškova Korbunova, ali s povezavo pri supernovi na linijo G3, torej ena izmed glavnih linij, kjer bo potem treba prestopiti. Ampak ta linija bo vozila v center mesta preko Koroškega mostu in iz njega na 15 minut, se pravi, boš vedel, da je vedno tam. Seveda smo pri analizi sedanjih linij javnega potniškega prometa se včasih spraševali, če so to neformalni taksiji, ki so plačani iz javnega denarja. Tako se mi zdi, da vedno, ko se je kakšna hiška zgradila, je bil pritisk na mestni svet, pa dajmo še malo bolj levo, pa še malo tja desno. In na koncu imamo nekaj, kar rabi 1 uro, da prije na okrog in je v celoti za uporabnike neuporabno, ker je predolgo vozi. Temu bi radi naredili konec, ravno s tem, da smo postavili hrbtenico v glavne linije in potem povezovalne linije in upam, da bo do zdaj uspelo in Marpromu in fakulteti in našemu uradu, da bodo naredili te čase vožnje tako, da boš lahko res hitro, kadar boš moral ali lahko prestopil, da boš hitreje na cilju in da bo javni potniški promet bistveno bolj zaseden, kot je sedaj. Ja, ker recimo mi opazujemo tudi neposredno vsak dan, lahko povemo iz prve roke, smo testerji ali pa opazovalci linije G5, ki stoji dejansko tukaj pred Totim radijem in je izjemno obljudena in tudi po debatah so jo recimo občanki in občani zelo dobro sprejeli, ker koristno. Ja, indeksi so boljši kot lani, vendar jih ne moremo popolnoma, torej boljši kot uporaba je bistveno večja, kot je bila linija 8, ki je sedaj ni. Je pa res, da je bilo kar precej časa to gratis in se sedaj veselim študentov in sodelovanja z univerzo, kjer je v planu akcija, da gremo z vsemi dekani na ta avtobus, da bi čim več študentov čim prej vedelo, da je kampus tako dobro povezan z mestom. Zdaj pa za vaše veselje še, ker ste opazovalci tu skozi tega radija in glavnega trga. Ta avtobus bo dobil eno likovno, grafično prenovo, kar je bil tudi cilj, da iz te motnje v prostoru, ki to vsekakor je, ker smo že bili navajeni, da tu ni avtobusa na glavnem trgu in to je bolj avtobus kot majster, jaz sem upal, da bo malo manjši, ampak tako je ni bilo, je še vedno avtobus, je kocka. Bo pa dobil eno čudovito grafiko, ki bo zelo pisana in ki bo pravzaprav eye-catcher in kjer bo glavno sporočilo Štajerska. Spredaj zadaj in da je Štajerska urbano naravni užitek ali priložnost ne samo za nas, ampak tudi za obiskovalce in bo, mislim, da bo nekaj, kar se bodo mnogi ob njem slikali. Ok, no komaj čakamo, da to vidimo. Okay, ker se Drugi teden že? Ja. V redu, bomo spremljali in pokomentirali zagotovo in z veseljem se pofotkali zraven. Morda zdaj, ker se nama čas počasi izteka, morda še za konec, kakšna opažanja iz včerajšnje seje, na kateri ste bili, zdaj čist tak, to več niso vprašanja poslušalcev, ampak ob koncu samo, kaj so bili recimo ti glavni poudarki, ki ste jih zbrali včeraj? Vesel sem, da smo si ne delali večje luknje potencijala investicij za vzgojno izobraževalne ustanove, vrtce in šole. Torej, če včeraj ne bi bila sprejeta minimalna uskladitev cen vrtcev z pač povišanimi stroški, govorimo o 5%, potem bi morali to dodatno subvencionirati iz proračuna in bi to posledično verjetno rezultiralo, da bi manj vrtcih in šolah lahko investirali.
Imamo pred sabo še en velik izziv, da smo začasno subvencijo povečali. Torej, Mestna občina Maribor od leta 2020 do leta 2024 plačuje 5 milijonov več za vrtce po tistem rednem izračunu. Mi pa smo, kljub temu, da smo vsako leto bolj podfinancirani, torej imamo manj denarja, imamo pa unikum Slovenije, da še dodatno sofinanciramo iz 1 milijona, sedaj 2 milijona starše. Tudi sam se med njimi bi pa z veseljem raje plačal več otroku za vrtec in bi vedel, da potem del tega denarja gre za vse otroke, ki so v vrtcih in šolah, ne samo za mojega, za boljšo infrastrukturo. Anketa je pokazala, da so ljudje relativno zadovoljni v primerjavi tudi z drugimi mesti z delovanjem javnih podjetij, pa to seveda ta anketa bila točka nič. In druga anketa, torej letos, bo pokazala, ali so direktorji in vsi zaposleni sedaj svoje naloge opravili boljše, kako bodo ocenjeni letos, in potem bo to izziv spet za novo leto, tako da sem vesel, da smo končno pristopili k nečemu, kar je merljivo in kjer je bilo vključenih 3000 ljudi, kar je zelo velik vzorec, tako da to vzamem bolj kot navdih za boljše delo vseh, ki delajo v javnih podjetjih. Odlično. In na mestni občini. Ja, na čelu, ker treba je voditi s primerom, tako je vedno bilo. Gospod župan, najlepša hvala za vaš čas in se vidimo spet čez mesec dni, ko bo spet čas za upanje. Najprej se pa vidimo na enem naših največjih praznikov. No ja, seveda. Trgate v najstarejše trte, včeraj se je že začela v nedeljo, ampak dogodki so že bili včeraj na UGM-u. In hvala Zavodu za turizem, da to ni samo 2-urni dogodek, kot je bil nekoč, ampak da zdaj celo mesto živi s tem že vsaj en vikend. Pa še nekaj, Dan Maribora se približuje, pripravite se, 20. bo veselo na Gričih. Pa tudi v mestu. Mogoče samo to še, gospod župan, glede na to, ko ste omenili staro trto, samo par grozdov je gor, ker pač vremenske razmere so take, bilo treba potrgati prej, da ne bi vse skup crkljno. To so pustili kaj za vas posebej, ali imate vi pa vsak podžupan en grozd, ali kak je to? Ne, vedno nekdo drugi, pomembna osebnost pride pa prvi grozd. Okay. Župan se vam povezuje skupaj z našo legendo, gospodom Kocutarjem. Hvala lepa, gospod župan, lep dan, lep vikend želimo.